Ejo! Najprej eno srečno, zdravo in predvsem dogodivščin polno novo leto 2026. En moder nasvet, preden štartamo ta video. Če imate novoletne obljube, štartite jih danes, zahvalite se mi na koncu tega leta. V glavnem, vsi tisti, ki spremljate mene, ki spremljate 30 Second Drift Squadron, veste, da tradicija gre, da ob koncu leta naredimo še zadnji tak zaključen highlight video. Posnetki, ki povzamejo dogajanje čez celotno leto, vse te emocije in ja. V 2025 smo ga spustili, se odločili, da bo to nekak video za uvod novega leta. Ja, res sem omenil v zadnjem videu, da bo še en sledil v 2025. Sorry, nekak sem se odločil, da raj te zadnje dneve čas posvetim sebi, družini, praznovanju Božiča, novega leta. Glede na to, da v Ljubljani ni snega, smo se odločili, da ga gremo poiskati za vsaj malo zimskega feelinga. Torej, to je prvi video leta, highlightsi preteklega, povzetek sezone, kaj se je dogajalo, kaj smo planirali, kaj nismo uspeli realizirati in kaj, kako gremo naprej. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me. And I would never ask it. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low. 'Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't Video mode. To, če drejo na rata se kurt gume. Shit happens! Every question I was coughing like a precinct. You go from house white to a sneaky link. Got you running around in all type of bins and roads. Girl, you used to ride in a rookie then. I'm the one put you in Eliante. Fashion over model, I put you on the runway. You was right to Coach Bass, got you Sinead. Side bitch in Frisco, I call her my baby. A si ti naročil benzo? Ne bi bilo slabo, ne? Through your phone, I can't even record, you got me out my zone. She's the best. If you creepy, just don't let me find out, God. You don't want to tell, never bring me to the house, God.
Čisti svik, stari. Čisto. Highlight video preteklega leta, tudi z nekimi kadri, ki niso bili objavljeni, predvsem pa tistimi, ki so bili nekako highlight celotne pretekle sezone, ki je bila eno trdo garanje, veliko je bilo enega odrekanja, veliko vzponov, seveda tudi padcev. In najbolj pomembno pa je seveda to, da iz vsega tega izlušimo bistvo, se nekaj naučimo, gremo naprej, postanemo še boljši in še večji. Lanske sezone smo se definitivno lotili drugače, ker smo se lahko, ker smo že imeli nov prostor, novo delavnico za razliko od predprejšnje in smo začeli takoj delati na projektih z posodobitvami s tistimi, ki smo jih pač lahko in potem kasneje seveda v letu, ko rekoč tik pred zdajci stvari stestirali, naredili trening pred prvo dirko sezone. Tomcat je dobil neke posodobitve po planu, nekatere so žal prišle šele tekom sezone, nekaterih pa seveda tudi nismo mogli realizirati, enostavno zaradi problemov z budžeti in nekako upamo, da jih bomo lahko še nekako pred štartom te nove sezone naredili. E36 V8 je dobil vse posodobitve, ki so bile tako rekoč planirane, tiste te glavne. Seveda smo tekom leta nekako večali tisto to-do listo in probavali narediti še dodatno stvari in tudi njega čakajo še neke posodobitve kot omenjeno pred pričetkom te sezone. S15 Sidewinder pa, kar lahko rečem je to, da smo ga vsaj uspeli na stezo spraviti in to direkt na Night Strike je debitiral, kar je bilo super in S15 ko čaka še kar nekaj dela in dejansko dela, ki bo mogel biti narejen pred začetkom te sezone, ker tudi S15 ko letos upam, da čaka malo bolj pestra sezona. Tekmovalno gledano smo želeli odpeljati 4 dirke nemškega prvenstva in pa definitivno Night Strike. In nažalost tiste zadnje runde nemškega prvenstva nismo odpeljali, ker smo jo nažalost pustili zmozgani od celotne sezone, predvsem pa od Night Strikea, ker Night Strike se pripravljamo celo leto, ampak tista zadnja 2 meseca sta res intenzivna in dejansko nismo bili fizično zmožni 4 dni po Night Strikeu se odpraviti na Nürburgring in definitivno upam, da pa letos to uspe. Najljubši trenutki lanske sezone oziroma najljubši dogodek pač itak Night Strike, ker gradimo ta dogodek, kakor si ga želimo in kakor vidimo, da dogodki takšni bi mogli biti in tudi nastopati pred domačo publiko, poskrbeti za domačo sceno je definitivno nekaj najboljšega, ampak če pogledamo neke najljubše momente, jih je bilo pa kar nekaj, oziroma na vsakem dogodku ali pa pri vsakem projektu bi se kaj najdel, recimo Tuning World Bodensee je že sam po sebi poseben, ker nastopati pred to 100.000 glav množico ljudi je spektakularno. Letos je bilo sploh še toliko bolj posebno, ker je bila z mano tudi moja družina in me podpirala direktno na dirki in so imeli tudi oni malo to izkušnjo tega road tripa v Nemčijo in tudi videti to atmosfero, bom rekel, na nekih večjih odrih. Mid-ring na Hockenheimringu. Hockenheimring je za mene eno tako ikonično dirkališče in imeti možnost probati driftati pri 140 km/h je bilo definitivno nekaj posebenega. Zelo težek vikend, ampak ta vikend smo se naučili kar veliko enih pomembnih stvari, ki bojo prav prišle sigurno tudi to sezono. Delavniško gledano pa verjetno najljubša posodobitev je nov intake za RB25, ker ne samo, da so izboljšane performanse kot boljši flow, krajši dotok zraka, tudi zgleda nerealno boljš od tega, kar je bilo prej,
Pa tudi za delati na motorju je bolj, ker ni treba podreti komplet sklopa cevi in zamenjati svečke, delati na cinšpulah ali karkoli. Tako da, favorite upgrade. Kar je pa najbolj pomemben v vsem tem je pa hanganje z ekipo, s prijatelji, predvsem tistimi, s katerimi se ne vidimo tako pogosto, ker se žal ne moramo zaradi distanc, ker so v drugih državah, ampak nas ta avtoscena povezuje, so vedno tle, vedno pripravljeni pomagati. In kaj sledi? Plani za sezono 2026 so, tako kot vsi naši plani, doprej ambiciozni, aim high, ampak če želimo še več trenirati, več voziti, narediti še bolj konkurenčen avto, brez določene podpore žal ne gre, tako to je v motošportu in motošport žal zahteva določene resurse, ki so prvenstveno predvsem finančno povezani. Drift Squadron se čez vsa ta leta razvija organsko, ampak če želimo narediti ta korak višji, ta korak naprej, potrebujemo partnerje, sponzorje, ki nam bojo pomagali doseči ta nivo. Iščemo sodelovanje z ljudmi, znamkami, ki razumejo to našo sceno, ta car culture, driftanje, pa ne driftanje samo kot motošport, ampak celoten ta lifestyle. To pa ne pomeni, da ponujamo samo tisto nalepko na avtu, ampak neko vzajemno partnerstvo, kjer skupaj rastemo, skupaj speljemo kakšne projekte, jim omogočimo dodaten exposure na naših dogodkih, ker pa smo že pri tem, bomo letos poleg Night Strika speljali še en dogodek, ki ga planiramo že mislim, da zadnje 2 leti, ampak problematika s prostorom nam je vedno to preprečila. No, letos se je to spremenilo. En quick teaser. Več pa kot piše še ta mesec. Za letos pa tudi iščemo dodatno pomoč, dodatne roke, če bi radi bili del 30 Second Drift Squadron ekipe in mislite, da lahko pripomorete k rasti ekipe, just hit me up. Kaj še sledi letos? No, najprej nas čakajo revizije na vseh avtomobilih, dodelave, predelave, to-do lista je dolga, nekatere stvari imajo zraven zvezdico, kar pomeni we need budget. In kje bomo letos nastopali? No, prva stvar, Drift Championship, sicer so ravno pred koncem lanskega leta čist premešali koledar, veliko nekih sprememb je in nekako se še malo lovimo časovno plansko, kaj in kako. 2 nastopa na domačih tleh zagotovo, upam tudi, da bomo spet na Hrvaškem kaj nastopali in velika želja je iti tudi na Irsko, ampak vse je pogojeno z budžeti. Jaz upam, da nam bo ratalo sestaviti budžet, ker konec koncev bomo tudi na ta račun lahko za vas pripravili neke hude video vsebine. To je to za ta video. Preden ga zaključim, pa še ena velika hvala prvo vsem obstoječim partnerjem, ki stojijo za nami, ki verjamejo v nas, v to, kar gradimo. In to je eno tako veliko gorivo, da to počnemo na kar se da visokem nivoju in ciljamo še više. Definitivno ena velika hvala vsem vam, fanom, ki nas hodite podpirati na dogodke, ki hodite na naše dogodke, ki spremljate Drej Day kanal, lajkate, šerate vsebine in ta energija, ki nam jo dajete nazaj, je en tak velik zagon in eden izmed razlogov, zakaj to sploh počnemo. Posebno se pa moram tudi zahvaliti komplet 30 Second Drift Squadron ekipi, ki stoji za vsem tem in je vedno tle, ki je tempo visok in ki je treba uskočiti in narediti stvari. Pa absolutno moji družini, ki me podpira v tem, me prenaša v vseh napornih trenutkih,
razumejo, kadar nisem doma, ali sem v delavnici, ali smo po dirkah, ali kjerkoli pač smo. Torej, pred nami je novo poglavje, že v tem mesecu in naslednjih videih pa razkrivam še veliko več stvari, ki jih nismo razkrili v prejšnji sezoni, stvari, ki sledijo, tako da ne pozabiti spremljati še naprej, ne se pozabiti naročiti na kanal in do naslednjič, see ya!